Vsako leto konec avgusta v Vratih in na večjih lokacijah potekajo že tradicionalni Aljaževi dnevi. In kdo je tisti, ki skrbi, da Aljaževi dnevi lahko potekajo, nam pojasnjuje Matjaž Podlepnik, sicer predsednik turističnega društva Dovje Mojstrana. Dober dan, najprej bi prav lepo pozdravil vse gledalce Gorenjske televizije in seveda vse povabil na naše dogodke, ki sledijo. Aljaževi dnevi so zares tradicionalni, letos bodo 27. po vrsti pravzaprav že in so posebni tudi zato, ker niso samo delo enega društva, pač pa skoraj vseh v našem kraju. Vsak nekaj pripomore k tem, da so dogodki bolj pestri, bolj zanimivi. Med glavnimi organizatorji pa najdemo seveda KUD Jaka Rabič iz Dovjega, turistično društvo Dovje Mojstrana, GRS Mojstrana, planinsko društvo Dovje Mojstrana, župnija iz Dovjega prav tako zelo pomaga in v zadnjih letih, ko smo Aljaževe dneve razširili na 4-dnevni program, še Slovenski planinski muzej. Torej se vse skupaj pričenja že v četrtek? Res je, vse skupaj se pričenja danes. Danes ob 20. uri bo najprej na vrsti predavanje Aljaževci. To pa bo predavanje kustosinje pedagoginje Natalije Štular, ki že od vsega začetka v Slovenskem planinskem muzeju prispeva s pomembnimi vsebinami in ima pomembno vlogo, tako da se zelo veselimo njenega prispevka o Jakobu Aljažu. Sledilo pa bo potem še nadaljevanje, ko bomo predstavili še enkrat naš Triglav. To pa je film, ki ga pripravljamo skupaj še z enim partnerjem, to je Triglavski narodni park. No in letos ste se odločili tudi za novo lokacijo, to je v cerkev svetega Mihaela nad Dovjem. Kaj se bo tam dogajalo? No, pravzaprav ta lokacija ni nova in tudi v tem letu je zgolj rezervna. Namreč nikoli ne moramo vedeti, kaj nam bodo poslali z vrha, a bo to lepo vreme, sončno ali pa deževno in zato seveda cerkev zelo prav pride. Sicer pa bo takole, torej danes, kot rečeno, bomo vsi skupaj v našem muzeju, v petek pa se bomo dobili v večernih urah v kulturnem domu nad Dovjem, v Aljaževem kulturnem domu, kjer nas bo pozdravil tudi domačin Nejc Ropret, sicer igralec SNG Drame Maribor in seveda bo tudi ob tem zelo pestro. Naslednji dan, v soboto, začnemo tako, kot je tudi že tradicionalno, ob 7. uri zjutraj pred Katro nad Dovjem, torej v središču vasi, in se odpravljamo na Dovško babo. Gre za tradicionalni Gustelnov pohod. Avgust Delavec je bil seveda še eden od velikih ljudi, ki so živeli pod Triglavom in je seveda bil zelo pomemben tudi za razvoj planinstva, ohranjanje dediščine in njemu v čast planinci prirejajo vsako leto pohod na Dovško babo v okviru Aljaževih dni. Kmalu zatem, ob 10. uri, sledijo rajže, torej po poteh, oziroma po poteh rajže, pravzaprav čisto pravi naslov je rajže po poteh triglavskih pravljic. To pa prireja seveda naš neumorni Marcel Gomboc, sicer tudi predsednik kulturnega društva iz Dovjega. To bo animacija, ki bo trajala kako uro, dve in bo namenjena seveda tako za otroke, kot tudi za starše, za vso družino. Potem pa pride na vrsto večerni del, ki smo ga v letošnjem letu nekoliko spremenili, kajti v letošnjem letu je glavno vlogo pri organizaciji programa zopet prevzelo kulturno društvo iz Dovjega, medtem ko smo v zadnjih letih bili bolj prisotni člani turističnega društva in tako bo tudi seveda program nekoliko bolj kulturen in malo manj samo zabavan. Upam pa sicer in verjamem, da oboje. Ob 20. uri na Trgu Olimpijcev sledi Trizvok, to je koncert klasične glasbe, najlepša dela klasike in romantike in pod vodstvom umetniškega vodja Sebastiana Bratoncla bo zagotovo zelo zanimivo. No, seveda pa v primeru slabega vremena bomo ta program selili v cerkev svetega Mihaela nad Dovjem. In zaključna prireditev potem, tako kot že tradicionalno, tudi letos v Aljaževem domu v Vratih. Ja, pri Aljaževem domu, pred Aljaževo kapelo svetega Cirila in Metoda imamo vsako leto zaključek, tako da so Aljaževi dnevi razpotegnjeni nad Dovje, Mojstrano in tudi Vrata in tam bo seveda zopet najprej nekaj kulturnega programa, najprej Johann Sebastian Bach za vse generacije in nato zaključek s Sveto mašo. Tako da 4-dnevni program bo zelo kulturen in zelo zanimiv. Torej, Matjaž, če pogledava proti Triglavu, upajva, da bo tudi vreme zdržalo, da bo tudi kot vsako leto, tudi letos ta prireditev Aljaževih dni
uspela, ker letos mineva 30 let, ker se zdaj nahajava, ker je bil postavljen Aljažev spomenik in pa seveda tudi ideja je prišla na tem mestu za tradicionalne Aljaževe dneve. Vam pa hvala lepa za pogovor. Hvala lepa.